Dragi prijatelji, dragi ostali visoki gosti, ki ste danes prišli v Konjice, vam zaželim prav prijeten dober večer. Redke so priložnosti, da lahko z prve roke doživimo oziroma spoznamo del velikih dosežkov letalca in raziskovalca Matevža Lenarčiča, ki je v kabini malega letala lansko leto oziroma malo prej celo 3-krat obkrožil svet, v lanskem letu pa doživel naslov najboljšega letalca na svetu. Matevž je po poklicu diplomiran biolog, mi ga pa poznamo kot bivšega alpinista, himalajca, predvsem je pa znan kot odličen fotograf, pa odličen pisec knjig. In za razliko od velikih pilotov, ki so danes tudi pri nas, je on edini, ki deli del svojih spoznanj oziroma izkušenj tudi z nami. In danes bo to izvedel tukaj. Za vse tiste, ki mogoče Matevža ne poznate čisto osebno, povejmo, da je doma iz Rečice pri Savinji, odločil pa se je zadnja 3-4 leta imeti svoje letalo, majhnega virusa, tukaj v slovenskih Konjicah. Matevž, zakaj si se pravzaprav odločil, da bo tvoj domicil tukaj, slovenske Konjice? Kaj ti je bilo tako všeč tukaj? Glavno razlog je bilo, prej sem bil v Slovenj Gradcu, tam se je zamenil upravitelj, lastnik, in moj trenutek zvišil ceno za 100%, tako da sem se tisti trenutek odločil, da tam več ne bom. Ker so stikšen spet delali v Opi, sem ga vprašal, če imate pleca v hangarju, in tako lepo da ja, in potem sem začel spoznavati ljudi, šel okoli letališča, in prišel do tega, da v bistvu je vzdušje tla enkratno, v primeri z drugim letališči, kjer sem tudi že bil, in zaenkrat ne vidim razloga, zakaj ne bi bil tla. Rečva, tako torej so pravzaprav ljudje bolj prijazni v slovenskih Konjicah kot v Slovenj Gradcu. Sem nekaj so prijazni, ampak vzdušje je fajn, mislim, ko pa vem, tu človek se pač nekaj počuti, nekaj se pa ne, to se pač počuti. Jaz mislim, da se Konjičani zaslužijo mali aplavz za to. Da so stavili na Matevža Lenarčiča, ki je postal torej najboljši pilot sveta. Zdaj, zakaj točno se je organizacija Flight Global odločila razglasiti ravno Matevža, vedo bolj zvezde kot mi, ali veš mogoče ti, zakaj točno si ti zmagal, ne pa mogoče, na primer, tekmoval je, ali kako ne rečem, primerjal se je zelo močno konkurenco avstrijskega padalca Felixa Baumgartnerja, ki je tako rekoč z roba vesolja skočil leta 2012 s padalom. Potem primerjal se je s posadko helikopterja, ki je zasilno pristala v Severnem morju in rešila 14 potnikov. Primerjal se je s kontrolorji, ki so urejali zračni promet med olimpijskimi igrami v Londonu. Zdaj, tisti, ki so glasovali, so se odločili za tebe. To je kupenih faktor, tele nagrade, pa tole, to je vse prvič zelo relativno, in govoriti za nekoga, najboljši pilot je nedoščeno smešno, že v dvorani je, mislim, vse 2 inštruktorja vidim, da sta bistveno boljša pilota od mene, to je pač nekdo predlagal, oni imajo ta Flight Global, ena mednarodna organizacija, ki vsako leto pač po 4 kategorijah podeljuje na nagrade, ena izmed njih je tudi aviator leta, in pač nekdo iz Amerike je predlagal, jaz sem mislil, da je to predlagal Pipistrel, ker on se zelo rad predlagan, ali pa tem, kjer je zravno. Tako da sem bil presenečen, nekdo iz Amerike pojem je predpisal, da je to, je predlagal in pa so dali na glasovanje, jaz ne vem, tle je spet milijonenih faktorjev, zakaj nekdo, zakaj glasuje. So pa stvari med sabo izjemno neprimerljive, zdaj, če primerjate to s skokom iz Felixa Baumgartnerja, jaz sem, ko sem ga gledal, so se mi računalnik po noge tresli, tako da
mislim, zadeve so neprimerljive, ne? Tako da vse treba imati takšno nagrado, priznanje za dobrošno mero rezerve. Povem zdaj v tem trenutku, da je Matevž mogoče preveč skromen. Skratka, on je najboljši pilot sveta v letu 2012. Tako so pač odločili vsi tisti, ki so o tem odločali. Zdaj, nagrado je dobil junija letos in sicer na znamenitem letalskem srečanju v Parizu, velikem letalskem mitingu, in Matevž na to veliko letališče si lahko priletel s svojim majhnim aviončkom. To ni kar običajna stvar. Kako to, da so ti dovolili? Ja, to je bilo v bistvu še najboljše od vsega skupno. Da bi takšno dovoljenje za leteti na La Bourget, v času tega mednarodnega sejma, ki je eden največjih na svetu, in to ne za takšno mehno aviacijo, ampak za one konkretne marcine, potniška letala, vojaška, v bistvu najboljša tehnologija, kar na svetu obstaja trenutno v aviaciji. In pri s takšnim mehnim prdulom je pač težko dobiti dovoljenje. Oni so razlihtali v 2 dneh in potem so s prijateljem, kolegom, Domnom Grafom, ki je tudi pri projektu sodeloval, letela z virusom tja in so imela v bistvu 2 dni film, a ne Domen. Domen je opis, ki se skozi smeji, tam na skrajno desno zgore, če bi rekel tome. Ja, če se jaz tukaj na tem mestu vključim, torej junaki tega velikega poleta okoli sveta, za katerega je dobil nagrado Matevž, so 3. Prvi je Matevž, drugi, pa zdaj, da ne bom naredila krivice, ampak vendarle letela sta Matevž in njegov ultralahki virus SV914. Če ga majčkeno predstavimo, 6,5 metrov je dolg, 10,7 metra ima razpon čez krila in 290 kg je težak, leti pa s hitrostjo največ 300 km/h. To je tako zdaj popolnoma in čisto na kratko. Tretji junak, ki pa je po moji oceni skoraj enako pomemben ali pa pač ni letel, to je škoda za njega, ker pač od 2 nista mogla okoli sveta, ampak je bistveno pomagal skrit, ne bom rekla v senci, ampak v svoji sobi zraven računalnika, je torej Domen Grauf. Domna smo hoteli tukaj posaditi na 3. stol, pa ni hotel, zdaj bi ga pa prosila, da se ostane tam od zadaj, da ga vse majčkeno vidimo in da ne zaprostamo. Jaz vem zelo malo, ampak Domen, čeprav razumem, je tako rekoč 24 ur na dan, pa minus tiste ure čez noč, ko vsak človek mora spati, bil preko računalnika in satelitov povezan z Matevžem in je tudi bistveno pripomogel k temu velikemu letu in tudi letošnjemu letu in čeprav razumem, kot si rekel Matevž, bi bil ti velikokrat slep in gluh brez Domna. Lahko mogoče čisto kratko poveš, kaj to pomeni? Pri takšnem poletu je v bistvu najtežje se odločiti, ker velikrat ali pa skoraj vedno so razmere na tako dolgih poletih tako na robu, vsaj na določenih odsekih in je zelo v bistvu težko določiti letanje, je tako počaka še kakšen dan. In zato je izjemno pomembno, da imaš tam nekje, tudi če 2000 km stran nekoga, za katerega se lahko 1000% zaneseš in ki spremlja tudi na računalniku vremenske razmere, ki je dosti razsoden in da se z njim pomeniš in tudi če ti ne reče to naredne, kot tega nikoli Domen ni rekel, ampak to ogromno pomeni, nihče tega ne more razumeti, da si tam nekje v polnoči sam in se moraš čez 2 ure spraviti v zrak in ne veš točno, ali bi ali ne bi, ker so pač razmere na robu.
Poleg tega mi pa vmes crknil tudi inštrument Stormscope, ki svetovno poznane, to meri razelektritvę v oblakih in nekako pokaže, kje so centri teh neviht, kadar šel leti v oblakih. V tem poletu se je kar precej letelo v oblakih in dejansko je človek brez ene informacije, kaj je spredaj, slep. Domen je pa doma z računalnikom zbiral te satelitske posnetke, radarske posnetke, tem so se dali dobiti, primeril različne vire in potem po SMS-u poslal kakšna navodila, 5-10 stopinj bolj desno za vsak slučaj kot tako. In se je skazalo, da brez tega bi veliko zapeljalo res prav sranje. Torej, glede na to, da je Domen tudi pilot, je to po mojem oceni veliko in požrtvovalno delo, da torej omogočaš in skrbiš za to, da lahko nekdo drug leti, ti pa se vendarle na tleh in zaprgljeni sobi. Skratka, še enkrat en aplavz za vse tri. Andreja in Ana bosta zaigrali in zapeli skladbo ruskega skladatelja Bala Kireva. Pilot na svetu Matevž Lenarčič je v sredo 28. avgusta 2013 v večernih urah s svojim pripovedovanjem navdušil obiskovalce, ki so do zadnjega kotička napolnili dvorano Doma kulture Slovenske Konjice.